Za trenutek bi vas rada popeljala malo v zgodovino, ko so živeli kralji in kraljice in kmetje. Takrat lahko opazimo, da so kralji jedli bogato hrano, ki je bila rezervirana samo za njih. To je bila hrana živalskega izvora, meso in druge stvari. Reven sloj kmetje pa te hrane niso imeli v izobilju in so živeli od tega, kar so si pridelali na svojih njivah. In to je bila hrana, kot so bila žita, zelenjava, sadje, in so pretežno živeli od tega. In če si pogledamo, kdo je bolj zdravstveno uspeval, kdo je bil bolj zdrav, lahko najdemo zelo zanimiv vzorec. Kralji in kraljice so imeli bolezni, ki jih poznamo danes, kot so rak, sladkorna, putika in druge stvari. Na drugi strani pa so bili kmetje, ki so živeli od hrane, ki jim je dala njihova zemlja, torej je bila njihova hrana samo rastlinskega izvora, kajti niso imeli denarja, da bi si privoščili hrano živalskega izvora, torej meso. Mogoče se je to zgodilo le ob kakih nedeljah, ob kakšnem nedeljskem kosilu, da so si privoščili kakšen kos mesa in takrat je bilo za njih to slavje, poseben dan. Ti so bili tudi veliko bolj zdravi, sicer bolj revni v pogledu materialnosti, ampak v primeru zdravja so bili pa veliko bolj bogati kot kralji in kraljice. Če pogledamo danes, pa vidimo, da je zaradi načina predelave in subvencioniranja države ta hrana zelo ratala dostopna za vse. Torej, meso ni več na mizi, če je praznik. Peciva niso na mizi, obogatena z veliko sladkorja, le ob tistih dneh, ko se kaj praznuje. Ampak imamo ta praznik skoraj vsak dan, skoraj vsak vikend. In ne glede na naš status, si to hrano v večini lahko privoščimo. A žal pa poznamo tudi vse te bolezni kraljev in kraljic. Torej, danes živimo kot kralji in kraljice, v smislu prehrane, in tudi zbolevamo kot kralji in kraljice. Zato bi vas jaz rada spomnila na to zgodovinsko dejstvo, ki nas lahko marsičesa nauči. Če le dovolj globoko pogledamo vase, se zazremo v resnico in ugotovimo, da so v bistvu tiste stvari, ki so najbolj preproste, tudi najbolj zdrave. Manj je več. To velja na vseh področjih, ne samo na prehranskem. Ampak ravno zato, ker je danes toliko bolezni in ker so naši imunski sistemi mogoče zato malo poslabšani, je še bolj pomembno, da se naučimo zopet jesti, kot so včasih jedli kmetje. To je krasen čas, da se povežete s preprosto hrano, s preprostimi odločitvami in si kupite hrano, ki so jo včasih predelovali kmetje, ker drugega niso imeli, a so bili najbolj zdravi. Zato vas pozivam, da si nakupite hrano, kot so žita, razna žita, tukaj bi omenila ajdo, proso, riž, potem razne stročnice, kot je leča, fižol, grah in te zadeve, potem razno zelenjavo, sadje in zagotovo si boste lahko iz teh jedi ogromno zdravih obrokov privoščili in zelo veliko prišparali. Ta hrana je še danes najcenejša, najbolj zdrava in najboljša za vaš imunski sistem. Edino, kar morate biti pozorni, če želite povišati hranilni vnos in znižati stroške nakupa, je to, da kupujete letnemu času primerno. To se pravi, če je zdaj zima, ne boste kupovali paradajza, ker zdaj ne rase, ampak boste nakupili repo, zelje, krompir, korenje, kakšne maslene buče, žita lahko tako ali tako jemo skozi celo leto, kakšen fižol, take stvari. In obogatite svoje krožnike s to hrano. Telo vam bo hvaležno in tudi denarnica.